LeBron, Donke, Tomič? Dober poskus humorja. A bo ta zate odpiral na Panču drugo leto, oziroma letos? A bo to tvoj opening act? Tako so se zmenili. Takoj si prepoznal v Kano, ne? Prepoznal si v Kano. V sekundi. V sekundi sem videl, lej, to je pa. Ne, zato imam pa nosno. Imaš, se pravi, hočeš reči, da People trying to be funny. Si prepoznal to dihotomijo med tem, da je dal enega mogoče top 3 igralcev na svetu v LeBronu, Donke, ki ima potencial biti top 3 igralcev na svetu, in pa Anžeta Tomiča. Ja, no pa sej. Lej, dva košarkaša boste pa rabila enega tonca. Kdo jih bo pa ozvočil? Ja, ne o tonstvu. Bolj, da ne govorim, ker to so, kako se reče temu, backstage stories. Yes. Zdaj sem tukaj. Zdaj bom jaz začel modelovati. Anžeta prišel sem tako cirka 1 uro nazaj in Anžet tukaj razkopaval po aparatu s headquarters, 45 minut. Groza. In zbiral mikrofone, žice, nič ne dela, vse se pokvarja. Ja, ampak sem ti razložil, čemu je fora. Ja, razložil mi je, pač apologijo mi je dal, da gre za driverje, da gre za neka posodobitve, ki jih on enostavno ne handla več. To ne res. Tip je letnik 80. To ne res. Enkrat te pa cajt dohiti. Najbolj ključen del opreme, ki omogoča snemanje opazovalnice na način, ko ga poznamo, je začel resno štrajkati, je pa zelo star kos opreme in me je strah, da ga bo treba zamenjati. Tako da, podprite ga si! Smo se hecali prejšnje epizode, da ne bo več opazovanja, da smo na zadnji nitki, ne? No, zdaj so vse nitke popokale. Dejansko. Zdaj se samo še midva drživa. Skupaj z driverji. Ker groza res. Ker če ne boste pa zdaj podprli .si, bo pa tako, da bo opazovalnica po novem mesečnik tiskan. V Wordu bo odpišila. Sploh ni več od naju odvisen na bolj. Ja, ne. Ker od naslednjega meseca nazaj bo opazovalnica v Wordu. Ja, jaz sem moram reči, nepotreben stres je v tole. Tako da, če si slučajno, bi jaz mogoče kar spustil jingle. Dej jingle. Držim pesti, da bo šel, ampak glej, sem pripravljen na to, da ne bo. Da bomo lahko še bolj s ponosom rekli podpri .si. In jingle. Zdaj se moram delati, da sem ga res slišal. In da nismo na Zoomu. Nismo, Zoom snemalnik. Ja. Mislim, imam seveda back, ampak res kašna, tako sem jezen. Sorry, povej. Ja. Leto se ni začelo lepo. A si ti prestaš tega začetek, slab začetek. Ne, to nisem mislil. Mislil sem dober začetek, slab konec, ali slab začetek, dober konec. Ja. Ker leto se ti je grozno začelo. Najprej te je viroza, zdaj ti tehnika nagaja in se bojim, da boš zdaj počasi spet zgubil smisel svoj. Ja. Pač, kje pa je še moja vrednost, če zamujamo prvo. Ampak ne, ta tvoja bolezen je prišla v pravem času. Zakaj? Kajti prejšnji teden je bil San Remo in mi dva bi posnela epizodo pred koncem San Rema. Zdaj je pa konc in razumem. Ker je zadnji večer od 5 je bil v soboto. Okay. In jaz ne bi vedel, kdo bo zmagal. Kdo pa je zmagal? Zmagal je en pevec, ki se imenuje Oli. Not my favorite, bi pa priporočil. Že priporočaš stvari, priporočaj. Ja, tisti, ki so bili meni všeč. No, kdo ti je bil všeč? V bistvu od žensk vse.
Kakšno V presenečenje. finale ni prišla pa nobena, zadnjih 5. To je bila pa taka sramota. Patriarhat. Pa tako so bile lepe. Edina ena. Ne. Ena je bila pa za nič. Ne. A ja, komad. Ja, Okay, v redu. Strah me je bilo, kam to pelje. Ja. Tako je bila ena ful kravžlasta, starejša gospa že, pa nategnili so jo. Ne. A da so jo sploh dali v konkurenco. Ne, pač ja, nategnili se. A veš ti, veliko pevcev Ja, lahko nategneš zelo hiter, okay. ker jim narediš komad in jih prepričaš, to je pa dober komad. Aha, okay, Pa ni dober komad. Se po mojem se je pri nas isto zgodilo. Na Emi, na izboru za Emo. Ja, okay. A sva govorila o izboru za Emo? Ne, mislim, da ne. A si gledal izbor za Emo? Sam gledal. Ja. Ti je bilo všeč? Mislim, moram reči, kaj bom rekel? Moram reči, da produkcijsko ne, je bilo pa kar ok. Ta odr pa to ne, Ja. se mi je zdaj pa tako zelo na nivoju, v resnici. Ja, marsikaj lahko sklamfaš s tehnologijo iz 70-ih let. To ti pravim. Ja. Da je izgledal bolj modern. No. Res, res. Ja, to je RGB, pa mal daš, pa mal bliskavice, pa mal dima. Prej si mi razlagal, da si Oppenheimerja gledal na tizmu brezvezenemu. Ratal mi je, gledal sem. Di reči ta stavek, da ga ljudje slišijo. Da vidite, kaj on meni reče. Gledal sem Oppenheimerja, The Way It Was Supposed to Be Seen. Povej, kaj to pomeni. Na Casio tu EV 4500. To je v Casio izpred par epizod nazaj, ki si ga kupil. Ja. Ker si ga videl okoli vratu tvojega men kraša, ne celebrity kraša, Christopherja Nolana. To ni res. In zdaj si ti v bistvu digitalen signal nekako spremenil v analogen signal, zato da si ga lahko gledal na tem Casio. Tako, na noben način, pač gre za tehnologijo z leta 2000. Ja. In moram reči, da je zelo po vojih. Skuril sem. To mi gre tako na živce. Sem enkrat v lifeu zgodil. Da nisem edini, ki ga zajebava tehnika. Ne, pa jaz sem načeloma zelo sposoben na tem področju. Nisem pol to rabo, kaj ti. Česa ti ne znaš. Enkrat se mi je to zgodil leta, po moje 2007, 2008, sem si prek eBaya naročil pazi, prim se, unused, mint condition. Mislim, tako je pisal, zdaj ali ga je nekdo sčistil tok, tudi možno, ne bom rekel, ampak bil je v originalni embalaži, vse zavito, dejansko kot z trgovine Old Stock, Macintosh Plus. A ga imaš še? Ne. Ne, si ga prodal naprej. Na smetišče sem ga nesel. Kaj ti? Bedak. Ja. Pozabil sem, da mogoče pa v 80-ih letih še ni bilo univerzalnih adapterjev za elektriko. Ne? To so se pa enkrat že pogovarjala, ker nisi imel powerja, to se nekaj spomnim. Mislim, imel sem samo nastavek, transformator iz ameriškega. Ni bil vse USB-C, hočeš reči. Ni bil vse USB-C, ker zdaj današnji adapteri vsi imajo od 110 do 220. Ne? To je res, več ali manj. Tako da lahko vklopiš in se nimaš kaj bati, da bo kaj šlo. Ne? No, poklopim tistega in dejansko se vklopil, ampak pa sem šel glih na WC, pa sem prišel nazaj in bil v dimu, vse je bilo v dimu. To mi si enkrat povedal, se ni panika. Ja, no in zdaj se mi je pa zgodilo isto. Kaj si pa zdaj skuril? Kaj ti? Ta Casio EV 4500. Prav, od tvojega celebrity kraša še enkrat. To je neumnost, kar govoriš. In ne bom se niti bral več. Imam celebrity crash, ampak so ženskega spola. Drugih pa je? Ne par. A v Sloveniji tudi kakšne? Ne. Si pa prehiter rekel. Ja, pač, ker sem vedel, kam bo šlo. Kaj pa eno tujo, povej? Zbo neka Italijanka, ki poje. Seveda. No, pazi. In povej. Baterije, navadne 4AA baterije, zdržijo in bom zdaj ameriško vulgaren, pa bom rekel, I shit you not, 40 minut. 40 minut zdržijo. Super. Gledanja. Zato sem rekel... Ti veš, da je to brezvezno. To je tako majhen TV.
Prenosen TV. je Ja, to. ampak Christopher Nolan na snemanju očitno menjajo vsake 40 minut baterije, kolega. To je nekaj, kar veš šele, ko imaš. Aha, okay. Prav, nisi imel Butlerja, ki je vsake 40 minut leto. Ne. Signore Godler. Ne. No? Di baterije. Ja, di baterije, ja. Tako. La baterije. Il baterije. No. Da je reč baterija po italijanski. Come on, man. Dej do konca povem. In zamenjam baterije. No, to mi še spol, se bom vrnil k tej temi. Okay. Ker v težave si me spravil zaradi tega tvojega prekinjanja mene, ko govorim, lahko te sram. Da te ni sram te bilo. Sram te bodi. Oziroma po italijansko, il Jacques. Ja. No, pazi, da je to. In sem rekel, nič, dajmo pogledati. In pač, ker je New Old Stock bil, sem videl, da je noč adapter. Ja. In sem naredil isto stvar, kot pri Macu, in sem sam nastavek dal gor, ker sem mislil, Ti si tak. Ja, ker nisem niti pomislil. Ja, razumem. Ja. In dam v elektriko, pa naredim tako, in se začne spet kaditi z njega, pa sem hitro izklopim. Sprav, ni pa prišel, je skuril adapter, ni prišlo do Casio. Nisem ga vklopil še. Kašen zegan. Ja, ker bi bilo malo. Konc bi bilo. Ja, škoda bi bilo. Niti ne, škoda ne bi bilo. Muzejski eksponat je to. Ni. Samo za vas, ki ste zaljubljeni v Nolan. No, in pa nisem mogel, pa nisem na noben način mogel, pa imam vse možne adapterje. AV to Jack. Ja. Skart, ne vem kaj, vse, nisem mogel dobiti iz istih let DVD-ja, iz DVD signala, na noben način. Edin, kar je šlo na koncu, in to je edina stvar, ker AV, audio video ima Casio samo in izključno dva vhoda. En je jack za zunanjo anteno, en je pa jack za AV in. In sem kupil HDMI to AV, ja, seveda. In adapter AV to jack. Ja. Na HDMI sem dal noter Fire Stick. A te lahko eno vprašanje, ki je vezano, zelo je povezano s tem, kar bom zdaj vprašal. Kako si ti, drugače, življenju? Meni so všeč tako eksperimentiranje. Ja. Meni je to všeč. To je pa to sem dobil pa lep signal, tako da lahko gledam in televizijo zdaj na njega. Sem 40 minut. Sem naročil replacement. A ki bo 220? Ki bo 220, ja. Redo. Tako da sem se malo potrudil, ampak imam pa nekaj doma. Naslednjič, ko bomo imeli opazovalnico live, tega Casio tam moraš prinesti. To res moraš prinesti. To se ne smeva pozabiti. To je res treba prinesti. To je, ker je cool. Ne, ni. Ja, je cool. Jaz še zmerno trdim, da ni, ampak... Ja, okej. A imaš ti kaj od koga, ki je bil kdaj nominiran za Oscarja? Od koga? Ne, nimam. Se ti tudi ne. Ti si kupil isto stvar, mislim. Ja, se to mislim. Jaz grem staviti, da je bil nekdo, jaz vam recimo ali da superstarke, recimo, ne. Ja, pa kam? Zihar je nekdo, ki je bil nominiran za Oscarja, ima doma ali da superstarke in jaz jih imam tudi, Jure. To so ljudje z okusom, stari. To so si mi prej kazal čevlje, kva si kupil. Superstarke niso cool. Ja. Ne, jaz imam veliko superk in teh zadev. Od hoke do eko. In tako naprej. Imam za casual, smart look, imam za sporti. Kaj so pa pol te čevlje, ki sem jih prej kazal, novi? To so pa pač office wear. Tam za penziče. Clarks. Ja. Ne za penziče. Ja, take dobiš na Bošaku. To imajo tudi. Stare mame grejo po take čevlje. Tudi kot v tej seriji Severance. Ja. Recimo, dvomam, verjamem. Tam take nos. Če serija je shit. Ok, ne bo šlo to. Ja, zakaj ne? Zato, meni je v redu. Sanremo. Povej, kaj je o Sanremo. Moramo o Sanremo govoriti. Ja, no ta je zmagal, ne. Ja, in tudi, kaj sem prej govoril, kako sem prišel? Nekaj sem jaz skril, ker te prekinjam. Ne, to bom polk, bomo vprašanjih. Okay. Ampak ja, tako da to je bilo to. No. Lep festival, letos ga je prvič vodil po... Stefano, ali kaj že? Amadeus. Amadeus je bil zdaj zadnjih 5 let. Ja, kdo pa je zdaj bil? Ja, enki je že bil ta staraja, Conti. Carlo Conti. Bilo je ok. Ja. Roberto Benigni je bil gost, spet je prišel. A La Vita je bela, to je ta človek. Dobro, da si se popravil, ker če ne bi mogel pa to res zbrisati oziroma zrezati. Ne, tega pa jaz... Nisem še gledal tega filma. Jaz imam slabo vest. Jaz še nisem gledal tega filma, reč.
Mene je dober film. Ne? Ne, se ne gre, sam pač to ime, mislim, če ti to ime ne pomeni nič. Spomnim se takrat, ko je Oscarja dobil, ampak nisem še gledal tega filma. Vsi pravijo, da je zelo lep film, da jokaš beje. Ampak tako je, na zadnje, ki je prišel, zadnje 5 let nazaj, smo tako dal, pa če je prišel pa je mal, tako kot pri nas, ne vem, recimo en Toš. Viš, ko pride na oder, viš pa se požene, pa ne neha. No, tako je on prišel Okay. in se je pognal Ja. in 40 minut ni nehal. Se sploh ne hecam. Viš, tam se zelo, ko se reče, generous, pa ne, da bo dobrodelno. Radodarni. Zelo so radodarni s časom. Ker traja 87 ur, več, premalo sem rekel. Začel se je v 7:30 Ja. in vsak večer in je bilo konec ob 1. Super. Pol 2, finalen večer je bil pa konec proč 2. A takrat še le zveš. Ja. 2 zjutraj zveš, kdo je zmagal. Poglej, Anže, Sanremo Ja. je festival petja, popevk, Okay. muzike. Ja. To ni Eurosong, to je Kaj je to? ja, afnanje, akti. Okay. To bom dal bip čez. Ok, presravanja, najboljš. Watch. Pa ne rabiš dati bipa. Bom. Ne rabiš dati bipa na No, še en bip bom dal. a v špusu vsaj pe. Ne. Toj, Ti si, skrbim zate. zaradi takih, ki si ti, so vojne, stari. Ja. Zapomni si to. Ja. No, ja, v glavnem na Sanremu Ja. prvi večer spoznaš vse nastopajoče, ki jih je bilo 29. Oh, God. Traja malo, ne? Ja. Ampak ti slišiš vsega 5. To pa razumem. Drugi večer je prva polovica spet. Ja, to si je razlagal. Pa je Ja. pa že spet To je polovica. pa druga polovica, četrti večer so tako imenovani coverji in dueti. Okay. Se pravi, nastopajoči pojejo duet bodi si z drugim nastopajočim ali pa z gostom. Okay. Pa spet vsi. Vsi. O, Kristus. Okay. Finalni večer, sobotni, pa spet vse pojejo svoje, se pravi vseh 29. In takrat se pa pol glasuje. Za zadnjega. Ja, pa žirije, par žirije plus Televoti. teleglasovanje. A si glasoval? Ne. In potem, Kaj ne? To že da znaš. ne. Zakaj pa ne? Ma kaj ne da, jaz sam gledam. In potem se izglasuje zadnjih 5. In to je 1 uro pred koncem. Potem se pa spet zavlačuje in glasuješ še za zadnjih 5. A ja, tako. Ja. Okay. Ampak pol povejo 5, 4, 3, 2, 1 ali sam zmagovalca zveš? Ne, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Okay. In tako je bilo kruto, ker je 5. uvrščen, ne, tako pač 5 jih je na odru. In zveš, se pravi, 5 je. Moš pa tam stati. Ne. Okay. Dolge je nagnal voditelj. Ja. 5 je ta pa ta. In on, aplauz, pride naprej na oder, se preklon, pa gre nazaj k peterici. Ja. Pa on maha, ne. In ga je dol nagnal, no pa so se pa naučili, 4. se preklonil, šel tudi dol, Ja. 3. se preklonil, šel dol. No, pol zadnji dve so pa bili pač tako. Ne, se hočem reči, to je festival muzike, ker Eurosong ni festival muzike, to je res. ampak je festival ekscesov, političnih sporočil, skritih agent in tako naprej in tako dalje. Žal mi je sam pač, da je to tako, ker mislim, da Sanremo še drži to. Čeprav je veliko dreka, tudi od pesmi tam, ampak še vedno drži ta nek nivo. Da je za muzika. Kvalitetne muzike. Okay, fair point. Ker Ja, kaj pa, a pri Emi, a si ti karkoli od Emi videl od izvajalcev? sem gledal. Si gled in? Mislim, cool mi je bil izbor. Ja. Všeč mi je bilo pač, da so ljudje ustvarjalni, da pojejo. Ampak Ema je tudi bliže Eurosongu kot To se strinjam. Kot Sanremo. Načeloma me moti ena stvar pri vseh teh zadevah. In pazi, na Sanremo se tega zelo dobro zavedajo. Okay. Tako kot se je zavedala Elizabeta, pa tako kot se zaveda princ Charles, pa ne me zdaj prekiniti, ker bo šla spet analogija v Tri krasne. Tako kot je šlo marsikaj že v prejšnji epizodi, ki bom pol povedal. Krona. Oh, God, zakaj so spet to? Ne, pa se. Okay.
Krona. Krona. Gre za krono. Za krono gre. Ne za tebe kot kralja, ti si nobody. Krona je tisto. Krona je. In tisto je pri San Remo, gre za San Remo. Ja, event, muzika je. Okay. Nisi ti tam, pa je Ema izpod tebe. Razumem. A razumeš? Razumem. Vse ti na prvem mestu Je San Remo. je ali pa Eurosong. Razumem. Pa smo pa vsi ostali, ki služimo tem namenu. Okay. Ampak tega ni več, tle smo mi, zdaj se bomo ven metali, zdaj se bomo malo popromovirali. Ja. Pet tako ne znamo. Album pride ven. Album pride ven, veš. Ne, se je bilo ene par dobrih izvajalk in izvajalcev. Ampak konec koncev je to en tak letni dogodek. Ja. In San Remo, in Eurosong, in še marsikakšen izbor skladb in tega, kjer se ljudje z različnimi vkusi kregamo o različnih stvareh. To pa podpišem. Da jaz rečem, ta pesem je pa dobra, pa ti rečeš, ta pesem je pa slaba. Je tako, kot bi govorila o avtih, Ja. pa se meni šlo za to, da ima avto 300 konjev, Ja. tebi šlo pa za to, da je avto rdeč, recimo. Pa bi si rekel, to je pa dober avto. Pa bi rekel, ne, to je pa slab avto. Rekel, kako je slab avto, če ima 300 konjev? Ja, ampak ni rdeč. Viš, to je nivo Ti bi mogel biti učitelj. debate. Res si, ali pa filozof. Bodimo iskreni, to si, ne. To si. Hotel sem reči, da no, ti se smejiš, ampak jaz zelo veliko razmišljam. Oh, ja, A ti razmišljaš? V javnem sektorju razmišljate? I don't think so. Dej, Anže, zdaj pa zares, zdaj pa, a lahko daš končno špico, please. Da začnemo s to oddajo. Si že bila? Točno, dej pa to ven zreši, ker sem pa pozabil, zdaj sem pa pozabil, da je bila špica. Ne se ve. A tega pa ne boš poreguliral. Da rava denar za opremo. Tega pa ne boš poreguliral, dobro. Dej za San Remo, imam samo še eno vprašanje. Okay, no. Najljubši komad tvoj. Sam to, da daval zapiske od Godlerja, najljubši komad na San Remo. Lahko dam dva najljubša komada. Tri. No, prvi trije, povej, po mojem izboru. No, prvi sta izvajalca Koma Koze. Koma Koze? Cuoricini, srčki. Ne? God, kadam znal to napiti. Cuoricini. Ja, prav. Ampak se znam italijansko, da ste. Vidim. Vieni qui. Cuoricini. Vaffanculo. To pa ne smeš reči. No, potem Sara Toscano. Sara Toscano. To je zelo mlada punca, ampak ima zelo dober komad. Kako je pa komado? Amarcord. Amarcord. Ok, še tretji? Tretji je pa Georgia. Georga. Ne, Georgija, kakšna Georga. In komad? Je pa La cura per me. Ok, neki piščanci. Dobro. Joj, stari. Okay, Sledem. V zapiskih so vsi trije komadi, prav srčki, to so moje. Karkoli je Amarcord in pa Chicken. Zdaj pa... A si kura s K-jem napisal? Ne, cura. Še slabš. Vem, kaj pomeni cura. Kaj? Dekle, po balkansko. No. Pa še kaj? V glavnem... Ja, to pa ni po balkansko, a je? A je, ne vem. Ne, to je po slovensko. Po slovensko, ja, mi nismo Balkan. Če je v SSKJ-ju curakeln. Ja, mehka cura. Ne se žal. To je slabo. Ne se žal. Nimam nič z mehkim. Ne vem, kako me povezuješ. Nimam nič z mehkim. S čim me povezuješ, dragi kolega? Okay, a greva na vprašanja? Že? Ja, ne vem, jaz bi šel na vprašanja. Povej, ti povej. Najprej audio, pa potem ta? Ok, najprej audio, zdaj pa dejva slišati. Okay. Audio vprašanje. Živijo. Jaz bi pa prosila za eno razlago vse te Dončić drame. Mislim, da bo koristila tudi komandarju. Pa naj ne bo predolga. Hvala. To je dobro. Všeč mi je to vprašanje, ker mislim, da je Opazovalnica edini podcast, kjer lahko dobiš res neko strokovno mnenje na to temo. Zdaj, jaz sem že dolgo govoril, da so to zgodilo, ne? Že ko je bil ti zdrav za Johnsonom, veš, ko je bil... Johnson? Ti moraš...
Jaz pa vsakeč pozabim, da je edino ime, ki si ga ti slišal, Magic Johnson. Tako, seriously. Ja. Sem pa že v zgodnjih otroških letih slišal za Michaela Jordana. Okay. To je edini košarkaš, tako da lahko samozavestno rečem. Da je igral košarko. Ja, v NBA. Ja. To lahko rečem. On je Michael bejzbol Jordan. tudi igral vmes. Pa golf. Ampak baseball swing profesionalno. njegov je slab. Se pravi, Michael Jordan ima slab swing. Dej, poglej na YouTube. Ne bom. A si gledal Michaela Jordana, kako golf igra na YouTubu? Ja, nekje je bil, cigaro je imel. Ja, on zelo mara cigare. Ja. In igral. Ja, Cura. ja, ne vem. In Se pravi, ti si pričakoval, da ga bojo tradali. V katero ekipo so ga pa tradali? to pa vem, LA Lakers. Okay. Iz katere ekipe pa? Iz Dallas Mavericks. A sem prav rekel? Ja, pa sej. Viš, kaj mi Kdo je šel ostane? pa iz Lakersov v Mavericks? Anthony. Ja? Več pa ne. Anthony sem si zapomnil. Sorry, to je bilo full velik, se pravi Anthony Davis. Ja. Davis, no. Človek, ki ima eno obrv. A ja, povezano. Monobravma, ja. Kot Tommy- Ponosno nosi monobrav. Kot Tommy Miller. Tommy Freddie Miller. Miller. Jo, jaz sem obseden s Freddyjem Millerjem. Freddie Miller je meni tak kralj. Je. Se pravi, ti ne veš, kako izgleda Anthony Davis. To ti ima pokazal zdaj, da ga hočem videti reakcijo. Dej mi Ker ima iskreno res- povej, zakaj je tak hura? Se ti bom razložil, ampak poglej Anthonyja Davisa. Klele je na tiskavki. Ja. A vidiš? Kakšne ima pa kaj statistike? Dobro, mislim. V Fali. redu, sam doskrat je poškodovan in se je takoj poškodoval. Doskrat je poškodovan. Na prvi tekmi? Tako kot ti. Se pravi, kaj ima? Ne, pa nima viroze. Ali, misliš fizične poškodbe? Kako si, res. Ti bi mogel na punč, na žar, na naslednji žar. Dej, Na naslednji žar. dej mi, ja, povej. Takoj na ta prvi tekmi je igral 7 minut in se je poškodoval. In zdaj A on ga ne to bo dela en namerno? mesec. Ne, Dej nekaj vprašam. Ja. Ali imajo NBA-jevci bolniško, ja, plačano? ja. Oni imajo garantirane pogodbe. Mislim, da smo SP-jevci edini, ki nimamo na tem svetu bolniško. Ja. Pa jaz mislim, da ti malo manj zaslužiš, kot ljudje v NBA. Ne dost manj. Ne ampak gre malo za manj. to. Ne gre za to. Ne gre za to, ampak pač jaz ne smem biti bolan. Okay. NBA-jevci lahko, javna uprava je lahko. Kaj bi pa ti zdaj svetoval Dončiću, ki so ga tako odpikali, zgubo je tam pri pogodbi $130 milijonov, jaz ne vem kva. Kako bi mu svetoval? Od koliko denarja? 100 Ne milijonov? vem, 350 milijonov od 240 dobo, na pamet govorim. Okay, razumem. Aha, Ja. okay. Ampak zdaj, a veš, on je mislil, da bo tam forever, glih je hišo kupil, vse, zdaj so ga pa takole poslali v LA. A imaš še na svet za A ni Luko LA, Doncic? a ni LA boljš kot Dallas? Kot ekipa ali kot mesto? Kot mesto? Jaz mislim, da kot mesto ne, ta star. Zaradi požarov. Med drugim, ja, ampak Dallas je zelo tak, veš, napreden. Ja, ampak on je Balkanc, on si bo v LA že zgradil hišo z betona, ne z lesa. Ne bo zgorela. Prav, prvi na svet je hiša z betona. Ja, Naslednji na svet, evo, v LA-ju, kaj? Pejt v Magic Castle, če imaš kolega, ki ti obljublja, da ti Ne, bo noč spravil, ne, da pa ne, ne sprav not. ne. A ja, ne, to se je meni zgodil. O, fuck, šarap, pozabil sem. to smo že razložili. Vse smo razložili. Poslušajte, ne Nehaj. vem, v kateri epizodi je, ampak Ne, jaz sem pusti. mislil, da bom šel v Magic Castle. Ne, Anže, pejt, vzem rekelj s sabo, da boš šel izpadel. Ne, da boš kul, ker je dress code. Ja, ker je dress code. Ne mislim se Rekelj vračati. sem imel s sabo, Ne mislim se kravato vračati. sem imel s sabo, čevlje sem imel s sabo. Ne mislim se Pa vračati. mi je pa en dan napreden bi mogel iti rekel, jaz so mi rekli, da nisem več član. Ne, da nisem član, nisem bil Whatever. dolg tam in nisem Nisi plačal, članarine, ni članarine plačal. In pa je rekel, ali Jurija plačam, pa greš lahko noter, ali pa ne greš noter. Pa sem rekel, ja, očitno nam šel noter. Ne? Glej, Ja. v glavnem. Sorry, kaj je naslednji nasvet za Luka Dončića v LA-ju? Ja, ne uživa, ne gre na Malibu, ne gre v Santa Monica, Venice že ne, ker tam smrdi po konoplji. Odsvetujem to poslušalkam tudi in poslušalcem, ki še niso bili v Los Angelesu. Jaz sem bil v Venice Beach, ko nisem overrated. Je. Ja. Se pa strinjam, Santa Monica je super. Pa s kredami po tleh rišejo. Ja. V bistvu Huligani. Venice Beach je Ja. kot Metelkova v Portorožu. Ja, 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 to v bistvu ni tako neumen. Ja. to je zelo slabo. Ni, to je dobro, ampak okay. Ja.
tretji na svet, ajde. Še 5 na svetov za Luka Dončiča v LA-ju. Nej si najde hišo v področju bodi si Brentwood ali Bel Air. Ja. Tam je lepo. Okoliš. Se pravi, če gledaš iz downtowna v smeri proti zahodu, Ja. Se pravi, govorimo mimo Hollywooda, mimo West Hollywooda, Tako. se pravi med West Hollywoodom pa med Santa Monico, tisti predel, Beverly Hillsa. Tam je lepo. Okay. In tudi 5 na svet, 5 na svet, pa hočem pa še enega za košarko. za dobro sprostitev, Okay. pojdi v Pasadeno v Huntington Gardens and Library. Okay. Library, okay. Tam je pa res lepo. To je San Marino, predel Pasadene. In moram reči, da tja bi še jaz umret. To je pa. Čakaj, kako to nov zapiske? Huntington Gardens and Gallery and Library. Okay. A zdaj pa še en na svet, kar se basketa tiče. Kar se basketa tiče, ja, tlele bom imel ful, po moje na tekmah v Staples centru igrajo. Zdaj Crypto.com arena se reče. Tudi Dončić se je to zmotil. Premenovali so, ne? V kripto areno. Ja, v Crypto.com arena je. Zakaj? A je kupil en s kriptovalutami? Ne, Crypto.com je dal denar, da se imenuje po Crypto.com. Obstaja stran Crypto.com. Ja, Crypto.com. Tudi Dončić je rekel, Staples je rekel, no, sorry, kripto. Kao, ja, povej. Pa koga pa briga? Sam ne vem, mislim, zdaj bo dobil veliko zvezdniških obiskovalcev, za razliko od Dallasa. Kdo znan? Tudi v Dallasu so bili znani ljudje, stari moj. Kdo? Patrick Mahomes. On. Ja, to je nek NFL model, ki je znan. Vem. Ne veš. Ne. Basket na svet, pa gremo pa na vprašanje. To je to. Ja, nekaj zadane. A ti lahko nekaj povem? A ti če lahko kdo nekaj pozna Luka Dončiča, ali pa kar pošljite mu na Instagram, A lahko nekaj povem? pošljite mu izsek iz tega podcasta. A lahko nekaj povem? Ja, nekaj zadane. Ampak to sam med nama. Ja, povej. A ti veš, zakaj jaz tako govorim o njemu? Ker pričakujem en dan en klic. Ej, halo Jure, oziroma ne, halo Jure. Zakaj, kaj to bo? Ja, če po moje se znaš po domače A ja, ok, redo. govoriti. Ne, kaj to boš zdaj nek rasizem? Kakšen? Redo. Ok, Halo, boš Jure, rekel hello Jure. Hej, Jure, Jure. Ja, Ja, mogoče, ker je to. Samo on zna špansk, ne? Veš, Zakaj? Zato, ker je v Španiji živel 100 let, star. On je za Madrid igral. Ola Jure, ne vem, če mi bo rekel. Zakaj pa ne? Ker Ola, Jure. španskega vajba pa jaz nijem nič. Kjer vibe pa imaš? Nemški, avstrijski pa res. Jaz sem tak, ker. A znaš slikati? Kaj če znam? Slikati, Slikati? ki imaš avstrijski vibe. Nisi razumel šale. Ne, Pojmo nisem naprej. razumel šale, še zdaj ne razumem. Pojmo naprej. Pa sem pa jaz, a ne, to je. Ne. Pojmo naprej. Dragi moji, poletni panč, če ta tip ne bo v line-upu vsak večer, Povej mu, boste denar ti stran. pričakuješ klic. Klic od njega. Ola, Jure? Ej, Jure, Ja. I heard you talking shit behind my back. Pa se ti bo slovenš, se zna slovensk. A ja, no, pač. Ja. Slišim, da me govoriš, pa mi rekel, ne. Se lahko pogovoriva o hašmani? Ok, razumem. Ti v bistvu pričakuješ, da bo on tebi plačal, da ga boš nehal blatiti v opazovanju. Exactly. To je pa izjemen The načrt. way it's done. Izjemen načrt. The way it's done. Izjemen načrt. Res. To je pa bulletproof. Res. To je kaj. Včasih so rekli, there's no such thing as a perfect crime, ne? Ampak si jim pokazal, ne? Si jim pokazal. Shit. Lej, Okay. delamo po svojih najboljših močeh. Izjemno. No. V glavnem vprašanje je postavila Mileva. Mileva, mislim, da Okay. sva odgovorila. Zdaj greva pa na Ja, vprašanje. zdaj pa sem še to mi povej. Iskreno, ker tega jaz ne morem vedeti, ker ne spremljam teh vaših neumnosti košarkaških. Ja. Dej mi povej, zakaj je to iskreno big deal? Zakaj je bilo to na naslovnici RTVSLO? Ker to je edino merilo. Zato, ker je njega so oni draftali, sprav pa njim je not prišel
in je njihov najboljši igralec, daleč najboljši igralec. In se je pač mislil, da bojo okoli njega gradili naprej in so se drugače odločili. In noben mu ni jasen, zakaj so se tako odločili. Pa predvsem je bilo to, da ker so zamenjali za tega Anthonyja Davisa, ki je sicer hud, ampak je res dosti poškodovan, pa veliko starejši. Ta je 31, kar je pri NBA-ju že druga tretjina kariere. Konc druge tretjine kariere, Dončić je pa fucking 25, nekaj tazga, najboljša leta še prihajajo in je zelo weird trade bil. Najboljša leta? Ja, zdaj še le prihaja najboljša leta. Ja, kaj pa kolena? Ne bo, ti če bi njega od blizu videl, on je toliko velik, kot jaz. Ja, sam je 3-krat težje, ni? Mislim... Ne, ni toliko, niti ne, ampak je hrusto človeka. On je res hrusto človeka. Ni okreten, no? Mislim, a je okreten. Je. On je velik in okreten, zato pa to hara. Mislim, se pravi, to je odločitev, ker smo se že z Davidom v Gospodih pogovarjali o tem, pa mislim, da mi ni znal povedati. Ne poznam. Pa grdo. Ni mi znal povedati točno. Pač govorila sva o nekem poslu, se pravi, če se ena ekipa odloči, da enega igralca da v stran, ja. A so ga oni prodali, a so ga kot kos mesa prodali, a so oni dobili kaj za njega? Ja, Anthonyja Davisa. Pa še enega modela. Nobenega keša? Ne, sam ljudi so zamenjali. Sej zelo weird, pa lahko bi pike jim dali, zelo slabo. Zelo slabo. Sem vidim, da tebi zdaj razlaga, da oni lahko tradejo tudi pike v naslednjih draftih. Kaj so pike? Pik, izbor. Ja, pik, ok. Izbor, ne, razumeš. Tako da to bi lahko bilo zraven. Piki. Zato, kaj da bi psu razlagal, ne vem, to je pa zelena barva, tako se počutam. Ful je enega huraja okrog tega NBA-ja, pa tih igralcev, pa tega. Pa je to vredno? Veš kaj je? NBA, da ti razložim, NBA je, to je tako kot krona. Razumeš, gre za NBA. Se popolnoma strinjam in razumem, ampak se ne strinjaš. Strinjam, ne strinjam. Ti bi sam rad denar. Ja, mene denar zanima. Mene zanima. Mene ta šarada ni pravi besede, charade. Pač ta hura, pa to okrog tega. Ti bi sam rad, da ti Dončić plača, da ga nehaš blatiti. To spet ti rekel. Ajde, greva na vprašanja. Opa help, dej zdaj zapojo, opa help, gleda to, da nič ne dela. Opa help. Okay. Hej, vidva, še ena satelitka tukaj, berem vprašanje. Satelit K. Nehjan že ni več toliko smešna fora. Ja, ampak vidiš, jaz ne vem, zakaj ljudje mislijo, da je to fora. Jaz imam podatke, ena od 2 satelitk piše. Naprej, no daj. Dolgo že poslušamo Opazovalnico, zato sem kar dolgo razmišljala, kaj bi vaju lahko vprašala. Mislim, da sem končno našla legit vprašanje, kjer bosta oba lahko podala mnenje. Sem iPhone in MacBook user in nasploh, zanimivo, MacBook. A še delajo MacBooke? Ali je MacBook Air? Tudi MacBooke navadne. Ne vem, če je stari. A si zihr? Ja, mislim, da je MacBook Pro, pa MacBook Air. A MacBooka pa ni? Imel si to, ni važno. Ne bomo šli v to. Povej. No, ker MacBooki so bili dobri. Vse isto. Ne, všeč mi je bil form factor, ki ga Air pa Pro nimata in takrat so delali zelo kratek čas. Zdaj ni več takih razlik, to sem hotel reči. 12-inčen. Okay. Perfekten. A to ti je všeč? Andrej Težak Težki, please do it. In nasploh happy uporabnica Apple. Ja, kdo pa ni happy uporabnik Apple? Spogledujem se z nakupom AirPodsov, ampak se mi novi Pro zdijo pač predragi za to, kar nudijo. Kakovost zvoka mi je zelo pomembna, saj se tudi sam ukvarjam z glasbo in nasploh pogosto glasbo poslušam na slušalkah. Preden me napadata, zakaj potem razmišljam o Applovih slušalkah? Naj povem, da se mi zdi povezljivost Applovih naprav res cool in bi jo štela AirPodom v prid. Torej, iščemo kvalitetne Bluetooth slušalke v cenovnem rangu Projev, ki bodo opravile svojo nalogo vsaj približno tako user-friendly, kakor bi bili AirPodsi. What you say? Hvala res za odgovor in za pure entertainment. To pa je. Razen danes ni bilo. Danes neža. Ne bom pisala starosti, itak me raba angleščine izda. Jaz sem tudi, jaz sem uporabnik vsega. Windows, Linux, Debian. Debian imam na ThinkPadu. Okay. Windows, Mac. Zdaj še enkrat reči Windows. Kaj se je čudno rekel Windows? Windows, a sem rekel čudno? Ja, ne, čudno, ok, sorry. Windows, Mac, kaj pa še? Ja, ne, to je to, ja, iPod, iPad, doma imam par
Casio. Ja, jaz imam že kar nekaj časa AirPods, te čist navadne, ki so bili. In so mi ok. Zdaj, jaz jih res izključno poslušam samo na sprehodih, pa tako, ali pa če se pogovarjam doma, da imam frej roke. Zato od njih nisem nikoli... Ne, to... Mislim... Stari, pa ne moreš to. Koliko si star? Koliko si star, dej človek? Ne, to pa ni več cool. To je bil moj stil joka, ne tvoj. Ne moreš tega delati. V glavnem, tle bi tebe prej vprašal za nasvet, katere slušalke bi ti... Neža kup AirPods za Pro. To je moj nasvet. Če kaj pa pravi? Ker najbolj delajo pa te stvari tako dobro, zato ker so pri Appleu je en ekstra čip v vseh slušalkah, ki potem veliko bolj delajo z njihovimi napravami. Tako da v resnici kup AirPods Pro in boš zelo zadovoljen. To tudi kar se kvalitete zvoka tiče, ker je kar dobra, je pa res, da noro denarja daš za te reči. To se pa zelo strinjam. Jaz sicer tega ne priporočam načeloma, ampak če si čisto v Appleovem ekosistemu, mislim, da je skoraj neumen karkoli drugega. Ker pol imaš, ko si na MacBooku poslušaš, greš na telefon, ki se predstavlja, to vse res dela, pri Bluetoothu pa vemo, kako je, pa malo bolj annoying vse skupino. Tako da jaz bi res to, če pa hočeš res samo, da najboljši zvok, pa pogledaj, kakšne za te drage Sonyje. Sony. Včasih celo kaj zmaga, ampak v resnici Neža, glede na to, kaj si napisala, kar AirPods Pro. Zakaj pa napisala, da so ji predragi za to, kar nudijo? Ker so še zmeraj samo slušalke. Koliko pa stanejo te AirPods Pro? Nordnarje, nekaj čez 200, mislim, ali so okoli 200, sploh ne vem več. A to so tiste, ki imajo še tako ven, ki moje so tako v enem kosu? Kaj so v enem kosu? Pač te moji navadni AirPods so tako. Te gre v ušesa, ni samo na plastika, razumeš? Nisem plastika, se pravi, grejo not globoko. 280 so second gen. To je drago. Proj. Proj, Ja, noro denarja je, pač noro denarja. A pa je ful veliko razlike med navadnimi AirPodsi pa med proji. Mislim, eno je, a hočeš imeti, noise cancelling je ful boljši, ne vem kaj ti... A to imajo noise cancelling? Veliko boljši, kot navadne. Ne vem, kaj ti prvo prije, ki imaš proste roke, pol pa še... si se smejo v tej šali. Pol pa, mislim, vse, sploh če se Neža z muzika ukvarja, jaz bi rekel AirPods. Žal daš denar in tako je življenje. Ja, lej. Ajde, naslednje vprašanje. Naslednje vprašanje je, in samo sekundo. Vidim, da si čisto organiziran. No, daj. Ma ne. Dvakrat kliknem, ne mi odpre, pa mi ga pa ta... Te to zrešil. Ne, to je katastrofa. No, daj, no. Preklet Google. Klinčev Google. No, daj. Neži sva že odgovorila. Jaz sam zavlačujem, zato da nam rezu. Kaj delaš? Lega. Še kar klika. Per il signor Godler, CC Tomo, želim vam sporočiti, da sem fantu prvič dala za poslušati pozvalnico, ker ga je zanimalo, ko poslušam, definiraj fantu, ker ga je zanimalo, kaj poslušam, ko sprehajam psa in sem na busu ali vlaku. Do po 3 minuti a iniciato a to karmi. Kaj to pomeni? Po 3 minutah. After 3. Dopo barba, ne? Ja. Dopo. 3 minuti. High five, nekaj sem pogrunto. Ja. Ok, dopo 3 minuti. Iniciato a to karmi. On je nekaj naredil. Sem je začel dotikati, mislim, da to pomeni. Misliš, da veš? To karmi. Ja, mislim, da to pomeni. A si zihar? 100%. A dam v Google Translate. Zdaj v Google Translate. Buona giornata, 23-letna poslušalka. Veliko mojih frendov posluša, tako da naj ostanem anonimna in brez imena. Ok. Translate. No, to je dokaz za vse, da se splača poslušati pozvalnico. Dopo barbo. Po 3 minutah se me je začel dotikati. Okay. Mi smo matchmakers. Afrodizijak sva. Afrodizijak. Dopo barba je preizkušen afrodizijak. Ok, naslednje vprašanje. Me veseli, da lahko pomagava. Živijo, rad bi postal satelit, vendar sem moški, ki se bliža 40. Ne vem, ali bi gospodu Godlerju bilo všeč, da ima še enega satelita, ne bi pa rad silil tja, kjer me nočijo. Dejem se tako zmeniti. Plači, pa pejt. Postani satelit.
Ampak ne uporabljati. Ampak ne uporabljati. Ne uporabljati, ja. Kot rečem za svoje knjige. Daj, Kupite, sam ni treba brati. Kakorkoli, opazovalnici. Vseh ben ne bere. No, ko bi se reče drugače. Opazovalnici bom ponovno podaril. Se lahko tudi sposodaš, pa ne bereš. Ne? I don't care. Okay. 30 centov, hvala. Opazovalnici bom ponovno podaril. Opazovalnico najbrž. Ja, bom ponovno podaril svoji dragi, s čimer bom postal uradni stric iz Zarja, kar pa upam, da je tudi ok. To je cool. To je v redu. To je cool. To je v redu. Svoji dragi. Ja, okay. Vprašanje za Anžeta. Zanima me, ali igraš igrice ali to dojemaš kot izgubo časa. Sem prepričan, da so igrice čista izguba časa, razen ko jih igram. Kako ti to rešuješ doma s partnerko in otroci? Imate kakšne omejitve ali je pri vas bolj svoboden pristop? Kako je bilo največ časa? Oziroma, koliko je bilo največ časa, ko si igral igrice? Seveda, brati slišal mnenje. Gospod Godler, hvala in lep pozdrav. Izvoli, Anže. Jaz mislim, da ni izguba časa, je pa res, da lahko hitro preveč zapravaš. Doma to tako rešujemo, da zdaj zapraviš časa, ja. Ne denarja. Ne, sploh ne. Ja. Ampak doma pa tako rešujemo, da imamo pač zdaj tek samo Nintendo Switch in pol zdaj že so s tamalima igram, tako da ona dva gledata, ki je špilam. In se imamo zelo fajn, in moram reči, da mi je to bolj všeč, ker da jim damo sam risanke gledati. Pa misliš, da je to dober vpliv za popotnico otroka v svet? Moj oči pa igra igrice, namesto, ne vem, moj oči pa kida gnoj. Kida gnoj je edina druga opcija. Mislim, Vprašam. Okay, vprašam. Ne, jaz mislim, da je pa res, da ki je vprašal, ne, kako to rešujem doma s partnerko, tako da so včasih... Ona ne igra igric. Ja, ona je zelo proti. Jaz sem zelo vesel, da je v vašem gospodinstvu nekdo zdrav. Ja, jaz tudi. To sem tudi jaz. Jaz sem tudi to mi je všeč. To si res lepo rekel. Jaz sem absolutno tudi zelo vesel, da je vsaj eden. Ja, se strinjam. Se mi zdi, da je pol ta yin-yang sistem in bo lepši. Ja. Jaz sem tako rekel, ker je tudi mene vprašal, jaz sem mnenje gospoda Godlerja. Moje mnenje je takšno. Jaz kot otrok, mi smo tista generacija, ki smo igrali računalniške. Ja. Ne? Okay. Ampak ne bom rekel, da je bilo lepše, pa da je bilo boljše takrat, ampak jaz sem igral igre, ki niso bazirale na tem sistemu, kako se reče temu, recimo Doom, Duke Nukem. Ja, first person shooter. Prvoosebne streljanke. Tako, ampak tukaj je kaj? To je, da se sprostiš, da brez glavo strelaš. Ja, ti si pa cerebralne stvari igral. Ne? Mi smo igrali Indiana Jones Fate of Atlantis, ki je bila vsake 3 minute ena huda miselna uganka. Igrali smo Seventh Guest, ki je bila igra, ki je bila cela iz ugank. 11th Hour, cela iz ugank. Mist, Zork Nemesis. Te igre so bile v bistvu reševanje ugank. In poleg tega sem imel pa zgodbo, kar je bilo na nek način podobno, kot bi gledal film. Imel si zgodbo, imel si nekaj od tega. A veš, takšne stvari... Kaj si pa na zadnje igral? A so takšne igre danes se še delajo takšne igre? Seveda. Imaš stvari, ki so zelo narrative driven. Ja. Uganke. Tudi uganke. Ja. Ker pač jaz nimam časa, to več. Edin, kar imam je zdaj en Game Boy Light. Ja. In Game Boy Light par ugankarskih iger, zato, ker to me pa sprosti, recimo Mario Picross, pa drugi del, pa Quark, Boxel, to je Sokoban. Ja. To se mi zdi dobro, da če si že vzameš za igranje ugank. Ja, okay. Igrati pa tam nekaj, da bi zdaj Mario, ta Super Mario. Ti sploh ne veš. Mario Wonder, Paper Mario, Mario Galaxy, ne bi mogel več tega. Galaxy je izjemen. Da si je izjemen. Stari 45 let imaš. Nimam 45 let. 44 pa pol. 41. Ja, 41. Jaz sem ista stara praktično. Da, ne, tako, veš to, ne vem, no, če je to še smotro. A bral pa ne bi takrat, recimo, se berem, se tudi berem. Probam, ampak bi mogel več brati, se strinjam. Mogel bi imeti boljši ravnotežje, pa imam preslabega. Ja, pa jaz sem tvoje knjige bral, tako da pa moram malo špilati. Ja, to glavno pa moram naslednjo vprašanje. Živijo, tukaj Gajsna in konkretna 6. satelitka Anže Nihil Lagat, ki vzgaja 2 majhna mešanca.
pol satelita, pol bunklja. To pomeni Harry Potter. Bunkli so, a veš kao, satelit ni važen. To pač, to govori o otrocih, ne psih. Ja. Ja, mešanca, kako ne vem. Pa se jih polno vzgajaš, a rečeš za psa, da ga vzgajaš. Ja. A rečeš? Ja, prinesi žogo. Po dolgi pauzi se spet vozim na delo in zakaj? Ker je bila vredno noseča. Okay. Noseče ženske ne hodijo v službo. Oh, v koliko mesecu gre na porodniško? 5 dni, naprej. Dobro. Okay. In mi poleg poslušanja opazovalnice ostane še kar nekaj časa v tednu za poslušanje drugih podcastov. Kaj priporočate vidva? Mogoče kakšno specifično epizodo določenega podcasta? Vsaj po enega slovenskega in enega angleškega. Lepo prosim. Lep dan, poročena Špela. Anže, šut. Slovenskega, jaz bom kar Katjo spromoviral, Katja Stojnič, Rožnata dolina, ima intervjuje, fajn, mlajši ljudje. Dobro. Za poslušati. Kar se pa tujih tiče, bi pa rekel, tako kot vedno, mogoče bi še enkrat omenil, My Brother and Me. En tak meni zabaven, ali pa The Flophouse, kjer se modeli pogovarjajo o slabih filmih. Jure, šut. Okay. Jaz slovenskega ne morem, okay. Ker ne poslušam nobenega. Ja. Ok, zmeren. Od tujih pa Mindscape, Sean Carroll. Godspeed. Pa všeč mi je Theories of Everything with Kurt Jaimugal. Hudi gostje. Okay. Pa rad poslušam tu pa tam, pa ne zaradi njega, ampak zaradi njegovih gostov, ker ima zelo zanimive goste. Okay. Filozofe, fizike. Robinson's podcast. On je sicer filozof, nek mladenič, tak. Zelo anemičen pa tak. Ampak zmeraj dobi 2 gosta in priporočam, da si pogledaj, ker je smešen. Podcast, kjer sta bila gosta Sean Carroll pa Žižek. In sta govorila o kvantni mehaniki. Ker smešno. Okay. Še eno vprašanje. Ne, pretenciozno, smešno. Res so ful dobrih vprašanj dobili, ampak deva še enega, mogoče tega terumenga, pa greva na Dopo Barbo. Servus, imam vprašanje za Godlerja. Zakaj dobrodelnega milijonarja ne povabite Anžeta? Hvala! Zelo zanimivo bi bilo spremljati vajno kemijo na TV, ker se čuti preslušalk med opazovalnico. Če ti rečeš Tomo Homo, hashtag lej. Če ti temu rečeš kemija, potem moraš obnoviti znanje kemije z osnovne. Glede na to, da je Anže zelo glede na to, da je Anže zelo razgledan človek. To je res. Bi zagotovo prišel s 100 jurjem, bi denar lahko deloval sklad opazovalnice, Cocaine Champagne za vse naslednje živi opazovalci. In za Anžeta, zakaj ni več opazovalnic live, ki so bile občasno v prvi sezoni? Ti so bili res insane. Uživajte, radi vam imamo. Lep pozdrav, Ceca. Ceca. Pa diskime. No, Grad. Ne poznam. Vse Beograd. Odgovori. Ne, zakaj te ne povabimo? Ja, zakaj me ne povabite? To mene zanima. Celebrity je povabimo. Izvoli ti. Zdaj pa ti. Idiot. Tako bom rekel, zakaj jih ni uživo, bolj zaradi časovnih omejitev, mislim ne, bolj zaradi časovnih usklajevanj, predvsem pa zdaj mogoče, če bo tole res crknil, pa ki bom našparil za dodatno novo opremo, bom pa, to pa res ni šala, no, pa nič ne novačim zdaj, ampak bom gledal v smer enega interfejsa, ki bo veliko lažje omogočil streamanje. Tako da ja. Pa klice v živo. Yes, exactly. Pa klice v živo. Hvala lepa za tale odgovor. Zdaj gre pa na Dopo Barbo. Ne, zdaj pa še na to vprašanje, ki pa moram jaz pojasniti nekaj, ki mi gre pa zelo na živce. Živja, poslušal sem epizodo Gajsne in Okretna, ne dvomim, kdo je ni. No, tisti, ki poslušaš na druge podcaste, reš. Kjer sta zelo zanimivo zašla z debato o glasbi ter fiziki. Godler je omenil, da voda pri 79 stopinjah ne more zavreti, kjer se je žal zmotil. Tudi to je možno in sicer pri zunanjem zračnem pritisku cirka 0,46 barov oziroma na približno 5800 metrov nadmorske višine. Vprašanje, kakšna je torej povezava med veliščem vode in oglasitvijo inštrumentov? Podpovprečen fizik. Zdaj tako. Bravo. Ne, meni pa všeč, kad te postavijo na laž. Ko je nekdo razkrinkal tvoj blef. Koliko časa nazaj je bilo to? To bi pa super, hvala za to vprašanje. To je pa še takrat opazovalnica live, ko sem povedal, ko sem govoril
o Arnoncourju in o glasbenem jeziku. Ne. Jaz sem rekel, kako ni prav, kako se zgubi sporočilo glasbeno, če igraš nekaj prehiter, kar si je komponist zamislil počasnej. Okay. Ja, in sem rekel, sem uporabil analogijo. Ne. Ja. Analogije uporabljamo prosto, da se približno nekaj nakaže. In sem rekel, to je tako, ki bi rekel, biti ali ne biti je zdaj vprašanje, ali pa biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje, sem rekel, ne. Kad bi to spremenil v biti ali ne biti je, kako bi rekli, pa recimo temu sedaj vprašanje, da rečemo temu tako. Na ta način sem hotel povedati, kako se spremeni struktura nečesa. Ne? In se tako eno glasuje. V bistvu je prevod, biti ne biti je vprašanje. Jaz vem, da ste vi brihtni. Jaz vem, da ste vi brihtni in da imate potrebo se oglasiti. Ta človek. Ampak Okay. zadnjič, ki sem je ti tako kruto spet povozil, kaj sem jaz hotel povedati eno stvar. Jaz sem hotel povedati, da če nekdo trdi, da ima ena glasba, ki je stara 300 let, efekt nekakšen na človeka. Se pravi, da pride do nečesa spremembe stanja pri človeku. Kaj pa je drugega efekt? Ja. Danes, ko je uglasitev veliko višja, kot je bila nekoč, potem ni mogla imeti takrat efekta. Razumem. Ker ljudje se nismo spremenili biološko, da bi rekel, pri višji uglasitvi kasneje ima efekt, včasih ga pa ni imela. Hotel sem to povedati s primerjavo z vodo. Voda lahko zavre očitno, ne? Še enkrat poudarjam, če rečem, to je tako, kot bi primerjal. Verjetno mislim doma v kuhinji, ne pa na Himalaji. Ko bi rekel zdaj, ena tona pa ne more biti skoncentrirana na 1 milimetru razdalje. Verjetno mislim pri meni doma v dnevni sobi, ne pa v eni črni luknji. Ne vem, koliko svetlobnih let, a me bo spet ten našel. Ne, Jure, narobe, v bistvu je lahko. Lahko predlagam nekaj, pa je v dopo barvo. A se lahko, prosim, da se ne napadamo, če nekdo neko analogijo pove, posrečeno ali pa neposrečeno, pa vse možne tiste pove. Jaz vem to za vodo, vem. Jaz sem samo hotel povedati, da je butasto, da če bi bil v kuhinji, pa v klopu šporhrt, pa dal vodo gor. Ne bi zavrela pri 79. Ne, pa bi recimo že tudi pri 30 stopinjah pričakoval, da bo zavrela. Ja. To sem hotel povedati. Razen, če si na 5800 metrov. Ja, ampak pustimo to. Jaz bi pa vsem prosil, da ko šarlatan, ki sedi nasproti mene, razlaga to fiziko, če kdo karkoli ve, da je narobe rekel, prosim napište aparatus.si, pošiljnica opa help. To je izjemno. Hvala za to vprašanje, pod povprečjem fizik, nisem podpisal, ampak najlepša hvala za to vprašanje. Verjetno mislim v normalnih pogojih. Zelo cenim to vprašanje. Res dobro vprašanje. Cel del fizike bazira recimo zračni odpor, da črtajmo air resistance. Ne? Ja. Pa ga ne smemo, ne? Če hočemo biti. Ja. A tam se pa noben ne žuga s prstom. Tako. Ne. Zdaj pa mi bomo šli Dopo Barbo. Kaj je Dopo Barba? Mi vsakič, ko posnamemo opazovalnico, posnamemo tudi dodaten del epizode, ki se reče Dopo Barba, ki ni vredna vašega denarja, ampak vseeno, če greste na aparatus.si pošiljnica podpri oziroma podpri.si, lahko opazovalnico tudi podprete. To, kar je spet vzel najslabšo, ne teme, sploh ne delati tizarjev z te knjige več. Seveda bom. Ne boš. Tema današnje Dopo Barbe, seks med kemoterapijo, da ali ne? Hecam se. Si tak idiot. No, lejte, podprite za to, ker dobite une posebne epizode, čez 2 tedna bo najbrž nova prišla. In ko podprete, morate vedeti, da dobite vse tudi za nazaj. Se pravi, dobite vse epizode, te posebne epizode nazaj in vse Dopo Barbe lahko greste poslušati in so tudi označene s poglavjem, tako da vam ni treba že spet cele epizode poslušati, pa še Dopo Barbo. V glavnem, to je bilo to, zdaj bo pa jingle Dopo Barbe. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Že danes pa ne bo šla. Povej, s kere knjige bereš?
Moram povedati, ne, pa leto bom povedal, da bom reguliran. Tu se mora nekaj drugega se izmisliti. Spolne radosti. Ja. Uredil dr. Alex Comfort. Okay. Sproščeno uživanje ljubezni. A zdaj je sprost se. Come on, man. No, daj. Sprost se.